Kot otrok sem moji mami velikokrat zameril, ker me ni pohvalila takrat, ko sem mislil, da sem naredil kaj dobrega. Potem sem mi, ko sem zbral nekoliko poguma, to tudi rekel. In je rekel, Borut, to, kar narediš dobrega, je samoumevno. Nimava časa, da se hvaliva. Če se hočeva prebiti skozi življenje, se morava pogovoriti o problemih in o tem, kako jih bova rešila. Nisi rojen ne slaven, ne bogat. In če se boš hotel prebiti skozi življenje, se boš mogel ukvarjati s problemi in s kritikami in iskati rešitve za tisto, kar je slabo, ker tisto, kar boš rešil, je dobro. Zakaj to pravim? Zato, ker mislim, da optimizma pri naših ljudeh ni mogoče zapovedati, ta bo prišel samo od sebe. Samozavest, ki jo ta žilav narod ima, bo prišla tisti hip, ko bo večina ljudi menila, da smo dejansko obrnili kolo usode v soočanju s krize dokončno na pravo pot in da lahko zanesljivo vedo, da smo premagali, bom rekel, tega zmaja in pošast. Vedo, da tisto, kar vlada naredi dobro, je samoumevno. In da je treba vlado kritizirati in biti kritičen do nje za vse tisto, kar dela slabo. Tako da sem na koncu hvaležen svoji mami, da me je tako vzgojila, ker samo tako lahko nekdo vodi vlado v času, ko skupaj z ministricami in ministri s politično večino da vse od sebe, se trudi, meni, da dostikrat naredi tudi kaj dobrega, pa ni opaženo. To je v naši naravi. To je v naravi tega majhnega žilavega naroda. Če se je hotel prebiti skozi stoletja težkih preizkušenj, je mogel vse, kar je bilo dobro, imati samoumevno in se je mogel soočiti s tistim, kar je bil njegov problem. In tako je tudi danes. In s to mislijo, da so naši ljudje zreli in da bodo sami presodili, kdaj je čas za to, da to samozavest in optimizem morda pokažejo v enaki meri, kot bi si sem in tja želeli mi, da bi dobili neke njihove spodbude. Na to se zanašam, ker taki smo. Vsem njim želim, da bi se jim izpolnile kakšne skrite želje, vsem vam in vsem nam, da bi bili srečni in da bi, ko bomo delali inventuro leta 2011, lahko ugotovili, da smo šli še korak dlje v tisto prihodnost, ki so jo bili sanjali ali smo jo bili sanjali pred 20 leti, ko smo ustanovili to državo. Srečno v novem letu. Hvala, predsednik. Hvala tudi vam za obisk in se vidimo čez en teden v novem letu. Pot nadaljujemo po poti, ki je predsednik začrtal. Hvala lepa še enkrat. Ni bilo vprašanje, ali kaj? Da, so se povedali. Lepo začrtno. Da bomo odpustite.